Poglejmo, kaj se dogaja v svetu mobilnosti, v čem smo pretekli teden brskali po internetu. No, ta teden so zaznamovale novice iz Münchna, iz Stuttgarta, iz Kölna, pa tudi iz Tokija in Yokohame. Ampak preden začnemo, preverite, če ste že naročeni na naš kanal. Če se še niste, vas vabimo, da kliknete na gumb naroči in pa zvonček poleg njega. In tako boste vedno na tekočem, kaj se dogaja v svetu avtomobilizma in pa mobilnosti nasploh. Pa začnimo. BMW je minuli teden na spletnem dogodku iNext predstavil, kaj bodo počeli v prihodnjih letih. In osrednja zvezda dogodka je bil iX, torej električni SUV, ki naj bi v serijski izvedbi ponujal kar 600 km dosega. V praksi to pomeni, da se boste lahko iz Münchna v Ljubljano pripeljali brez vmesnega polnjenja, hkrati pa tudi to, da boste na domači polnilnici, recimo na 11 kW vtičnici, vse te baterije polnili kar dobrih 11 ur. Če se boste seveda naslednji dan spet odpravili nekako dolgo pot, se boste verjetno potem še kje ustavili na kakšni hitri polnilnici in BMW iX bo ponujal hitro polnjenje z močjo kar 200 kW, kar pomeni, da boste ga do 80% napolnjenosti polnili zgolj 10 minut. Avto ima tudi tiste gigantske ledvičke na maski, zajetne kot pri recimo M4, pa čeprav ju kot električni avto sploh ne bi potreboval. Ampak po tej ledvici so inženirji skrili radarje in pa kamere, ne pa tudi lidarja. Pika na i pa po našem mnenju predstavlja 5G modem. S tem si seveda obetamo in pričakujemo, da bo iX ponujal tudi komunikacijo z infrastrukturo in pa seveda z drugimi avtomobili, ko bodo ti nared za takšno komunikacijo. Je pa nasploh iX oblikovan tako, da bo puščal mešane občutke že od zunaj, notri pa bodo poznavalci vsekakor videli tudi elemente kakih drugih znamk, recimo Mercedesovsko digitalno armaturno ploščo, pa Volvovo račico menjalnika in našli boste tudi kristal in to je seveda tisti material, na katerega stavi največja češka znamka. BMW je na tem svojem digitalnem kongresu prihodnosti pokazal tudi novo generacijo svojega skuterja, serije C, no po novem bo to električni skuter, videti pa bo nekako tako, torej ne bistveno drugače kot pa ta koncept. Naslednjega BMW-jevega vozila pa ne boste mogli kupiti. Z bavarskim elektromotornim pogonom se je namreč opremil avstrijski ekstremni letalec Peter Salzmann, ki mu skoki iz 3000 očitno niso zagotovili dovolj adrenalina. Klasičen wingsuit leti s hitrostjo okoli 100 km/h, no Peter Salzmann pa s tem elektromotorjem dosega kar 300 km/h. In na električno letenje je vezana tudi naslednja novica. BMW-jevi somaščani startupa Lilium, ki razvijajo električne leteče taksije z vertikalnim vzletom in pa pristankom, bodo leta 2025 dobili prvi poseben ekskluzivni heliport na floridskem letališču ob jezeru Nona, mestu, ki so ga zasnovali umetno, tako povsem na novo, from scratch, kot rečemo. Avtonomno vožnjo stopnje 3 smo vam recimo nedavno prikazali na primeru Mercedesa razreda S. Takrat smo povedali, da bo Mercedes dovoljenje za to, da bo to tehnologijo lahko začel prodajati, dobil predvidoma do konec naslednjega leta. No, zdaj pa so Japonci že dobili takšno dovoljenje. Honda Legend, naslednja generacija, ki pride marca, je zdaj takšno dovoljenje že dobila. Seveda pa za vožnjo po japonskih avtocestah, po japonskih zastojih. Ampak da pojasnimo, gre seveda za vožnjo, pri kateri voznik svojo odgovornost za vožnjo preda avtomobilu. Se pravi, če se avtomobil na primer zaleti, bo odgovornost za takšno nesrečo prevzela avtomobilska znamka. Tukaj ne govorimo o avtonomni vožnji kot funkciji, ki jo voznik samo vključi in če se karkoli zgodi, voznik odgovarja sam. Ne, v tem primeru gre za predajo odgovornosti. Da lahko takšno odgovornost avtomobilske znamke prevzame, se je zaščitila s tem, da je vgradila več različnih tehnologij. Radar, lidar in pa kamere, pa še druge tehnologije. Zato, da če ena tehnologija odpove, sta vsaj dve še na razpolago.
Začenja se ogrevanje pred prihodom nove tretje generacije Nissana Qashqaia. Novinec bo prvi avto zveze Renault-Nissan Mitsubishi, narejen na novi platformi CMF-C. Ena glavnih novitet pa bo Qashqai e-Power, hibrid, pri katerem bo kolesa poganjal izključno električni motor, bencinski motor pa bo v avto vgrajen samo zato, da bo generiral elektriko, se pravi kot podaljševalnik dosega. Električno vozilo z benzinskim podaljševalnikom dosega smo vam nedavno predstavili na primeru Fordovega kombija, tukaj zgoraj je povezava. Zdaj pa so v Kölnu predstavili tudi serijskega električnega Transita Custom, ki Transita PHEV nekako dela manj smiselnega, saj novi kombi z baterijskim dosegom ponuja kar 350 km avtonomije. In če se seveda sredi dneva pripeti, da je treba skočiti kam tle, ga lahko lastniki hitro napolnijo s 115 kW polnjenjem, se pravi na službeni polnilnici ga boste polnili čez noč. No, bistveno pri vsem tem je, da baterije ne zmanjšujejo tovornega prostora in tudi nosilnosti je lahko za kar 1600 kg. In kar se nam zdi še posebej simpatično je to, da lahko baterije tega kombija služijo tudi za napajanje različnih orodij, se pravi žag, rezkalnikov, debelink, reflektorjev in drugih strojev, ki jih delavci uporabljajo na terenu. V Slovenijo pa se je pripeljal prenovljeni razred E. Vozili smo ga že sredi poletja in tu je nekaj poudarkov, ki smo jih takrat nabrali. Podobno kot zunaj so tudi v notranjosti razlike majhne, a bodo zato toliko bolj občutne v praksi. Predvsem zaradi tega, ker je tu nov volanski obroč, ki je odslej kapacitiven. To pomeni, da senzorji tukaj noter zaznava vaši roki. Zdaj je za voznika pri polasistirani vožnji na avtocesti dovolj, da se volana le dotika. No prej je volan za zaznavanje potreboval vsaj nekaj minimalnega premikanja. Prenovljeni razred E stavi tudi na hibridizacijo pogonskih sklopov. Za nameček bodo kupci lahko izbirali med 7 različicami priključnega hibrida. Na spletni domači predstavitvi pa nam je padla v oči tudi ena podrobnost, ki v resnici ni tako zelo pomembna, je pa zelo priljubljena pri nemških taksistih. Namreč gre za 2 dodatna sedeža obrnjena v nasprotni smeri vožnje, ki sta nameščena v dnu prtljažnika. Taksisti jih seveda uporabljajo zato, da so lahko pri svojem delu bolj fleksibilni. Prenovili pa so tudi kono, električno kono. Po novem bo ta še bolje izražala svoje električno poreklo s povsem zaprto masko. Po zaslugi novih gum in bolje optimizirane programske opreme pa prenovljena kona ponuja za dobrih 30 km več dosega, torej skupno 484 km po VLTP meritvah. Novi pa so tudi nekateri asistenčni sistemi. Električna kona bo po novem zavrla, če boste pri vzvratni vožnji spregledali nekoga, ki se bo pripeljal s prečne strani. Fordova Kuga pa je dobila asistenčni sistem, ki prek sistema nadzora stabilnosti vozilo samodejno obrne nazaj na vozni pas, če bi recimo voznik želel zamenjati vozni pas in bi predtem spregledal vozilo v mrtvem kotu. Pri Volkswagenu pa so Touarega opremili s sistemom parkiranja prek daljinskega upravljalca. Torej, ko je treba parkirati na tesnih parkiriščih, voznik preprosto izstopi, potem pa od zunaj pritisne nekaj tipk na daljincu in tako z daljinskim upravljalcem zapelje avto v parkirni boks. Ampak seveda ne govorimo še o samodejni vožnji, o samodejnem parkiranju, kakršno smo vam predstavili nedavno na primeru Mercedesa razreda S. Govorimo o sistemu parkiranja, ki smo vam ga pokazali že pred leti na primeru BMW serije 7. Euro NCAP je objavila 2 nova testa, ki ocenjujeta po najnovejših in bistveno bolj zaostrenih standardih varnosti. Honda Jazz in Mazda MX-30 sta oba prejela po 5 zvezdic. Volvo pa je za potrebe treninga reševalnih služb v smislu priprave na najhujše možne scenarije 10 svojih avtomobilov večkrat odvrgal s 30 metrov visokega dvigala. Takšne preizkuse varnosti sicer pri Volvu redno izvajajo že več kot 30 let, včasih so jih recimo zapeljali s strehe ene svojih stavb. Nemška globalna giganta BASF in pa Bosch pa sta ustanovila skupno podjetje, s katerim bosta sodelovala na trgu kmetijske mehanizacije. Ponujala bosta asistenčne sisteme, ki bodo prek kamer prepoznavali škodljivce na rastlinah in s tem omogočili bolj natančno doziranje škropiv.
Kmetje bodo tako prihranili, hrana bo pa bolj zdrava. Rent-a-car Sixt pa se je povezal z enim največjih evropskih leasingodajalcev, francoskim Arvalom. Skupno podjetje bo ponujalo vseobsegajoče all-inclusive leasinge s komaj mesečno vezavo. Seveda gre za odgovor na te nejasne koronske čase, ko se vezava za več let zdi nekako finančno tvegana, uporaba car-sharing storitev pa zdravstveno tvegana. Teden pa zaključimo pompozno s Hyperloopom. Virgin je v navadi opravil deviški prevoz svojega vakuumskega vozila, skozi 500-metrsko testno cev sta potovala prva 2 potnika. To je osnova, vabimo pa vas, da novice, o katerih bi želeli vedeti več, bolj podrobno raziščete, spodaj v opisu prilagamo naše vire. In če so vam tovrstne novice koristne, bomo zelo veseli vašega všečka. Se vidimo prihodnjo sredo.